pozdravljeni v moji družbi. Zame sem Teja in zdaj bom pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec februar 2021. Jaz sem karte že zmešala, tako da bomo kar začeli. Zdaj, preden začnemo, bi rada samo še povedala, da so to splošne napovedi, tako da ni nujno, da je vse namenjeno točno tebi. Spremi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tabo in tvojo situacijo, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Pa s temi kartami bomo pogledali splošno energijo za mesec in za vsak teden posebej. In kot splošna energija meseca februarja je desetica kelihov. Zelo lepa karta za vas, biki. Poglejmo, v prvem tednu imamo as mečev, v drugem tednu imamo dvojko novcev, v tretjem tednu imamo karto hudič in v četrtem tednu imamo trojko novcev. Zdaj s temi kartami bomo pa pogledali konkretne dogodke. Poglejmo osrednji dogodek meseca februarja. To je trojka palic obrnjena narobe. In s temi kartami bomo pa pogledali lekcije, zakaj se vam dogaja to, kar se vam dogaja in kako to najbolje izkoristiti. Kot osrednja lekcija tega meseca imamo kralja palic. Pa začnimo. Se pravi, februar bo za vas, biki, zelo lep mesec. Tukaj je videti neko veselje znotraj družine, veliko ljubezni, mogoče kakšna lepa uresničena želja, videti je neko stabilnost. Skratka, nekako za vaš februar v splošnem je videti kot zelo lep in prijeten mesec, poln nekih lepih malih presenečenj. Kot osrednji dogodek tukaj videti, da boste stopili na neko, mislim, da boste končno naredili nek drznejši korak, oziroma pripravljeni boste na nek večji korak, ampak boste čakali na neko pravo priložnost. Vaša lekcija pa je tukaj kralj palic, kar pomeni, da mogoče ne bi bilo dobro, da toliko čakate, ampak da greste kar direktno v akcijo. Dajmo zdaj pogledati malo bolj natančno po tednih. V prvem tednu februarja imamo as mečev. To pomeni, da bo v vaše življenje prišla neka nova ideja, neka nova jasnost, morda se vam bo nekaj razjasnilo, kakšen odnos iz preteklosti oziroma trenutni odnos, lahko da dobite kakšno novo poslovno idejo, mogoče dobite kakšno idejo glede kakšnega vašega zanimanja ali kaj takega. Skratka, to je nek teden jasnosti, teden novega začetka, neke nove svežine, neke lepe spremembe v vašem življenju. Poglejmo točno dogodke. Imamo viteza palic, imamo karto sodba in imamo trojko novcev. Zdaj tako še, če pokažem, če vas zanima. Torej, videti je, da boste nekako mogoče že konec januarja ali pa v prvih dneh februarja boste že dobili to neko novo idejo, ki vas bo navdala za veliko energije in boste že začeli nekako stopati proti tej želji oziroma cilju. Pomembno pa je, da tukaj nekako, jaz mislim, da boste tle dobili neko novico, neko sporočilo ali pa se bo zgodilo nekaj, kar vam bo nekako pomagalo, da stopite izven vaše cone udobja, da v bistvu nekaj, kar ste dolgo časa držali v sebi, mogoče nekaj, kar ste skrivali, ampak ne z namenom prikrivanja, ampak z namenom, da pač to je bilo nekaj, kar ste delali za lastno veselje mogoče, da boste to končno nekako dali na dan. Ta karta lahko predstavlja tudi kakšne, recimo, če imate neka določena čustva glede neke osebe in jih nikoli niste povedali, bo v prvem tednu februarja prišla neka jasnost in vam pomagala, da vsa ta čustva nekako spravite na površje in oziroma, da vse te skrivnosti, vse to, kar nekako držite v sebi, da date pač nekako, da to pokažete svetu in da se osvobodite te neke, teh nekih omejitev, ki so vas nekako ki so vas nekako omejevale pri tem, da bi naredili nek korak izven vaše cone udobja. In kot vidim na tej karti, boste zelo zagnani. Tukaj vidite res neko dobro energijo proti neki želji ali nekemu cilju. Morda bo celo dobite kakšno pomoč od nekoga ali pa se lahko zgodi, da nekdo opazi to vaše delo ali pač karkoli tukaj
imate. Upam, da si boste znali vse te pomene nekako interpretirati v svojo situacijo. Pomeni se lahko nanaša na katerokoli področje, na katerokoli situacijo, osebo ali dogodek. Torej, tukaj je, da boste dobili neko odobravanje, morda celo neko pomoč ali kakšno zanimivo ponudbo. Poglejmo, kaj so lekcije tega tedna. Imamo kralja mečev in osmico mečev. Takole. Torej, vaša lekcija je tukaj, da ste tukaj morate pokazati vašo samozavest in odločnost. Morate pokazati, da imate misli čiste in jasne, da točno veste, kaj si želite, in pomembno je, da se tukaj znebite nekega negativnega prepričanja. To je lahko, recimo, ta karta vedno nakazuje na neke omejitve, ki jih v bistvu sploh ni, ampak si jih sami ustvarimo v glavi. Kot recimo, ne vem, če hočeš iti recimo na neko poslovno pot, ampak imaš potem tisti občutek, da tebi ne bo uspelo, da nisi dovolj dober. To je pomembno, da se tega občutka znebimo. Mislim, da se biki tega občutka znebite. To je prvi teden. Poglejmo drugi teden. V drugem tednu se odpira neka nova možnost. Mislim, da so levi imeli tukaj tudi to isto karto, tako da če imate v vaši rojstni karti tudi znamenje leva, si lahko pogledate še napoved za leve in tako mogoče dobite malo boljši vpogled. Ampak tukaj je videti, da boste nekako imeli dve možnosti. Tukaj gre lahko za pot naprej ali da ostaneš tam, kjer si bil, nekako boste kolebali med tem, ali dejansko res nadaljevati s tem, kar ste začeli, ali ne. Nekako verjetno vas bodo tukaj prevzemali kakšni dvomi. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Imamo karto moč, kraljico mečev in svet obrnjen narobe. Jaz mislim, da boste vsaj v začetku drugega tedna, to je recimo tam okrog 10. februarja plus minus, da boste uspešno premagovali vse te vaše dvome, ki vas bodo nekako napadali. Tukaj boste tako prepričani v to vašo idejo, v to vašo željo, cilj, v to osebo, da enostavno ne boste dovolili, da vas te dvomi kakorkoli omejujejo. In tukaj se vidi tudi kraljica mečev na nek način nakazuje na to, da boste naredili nek presek s preteklostjo in nekako odprli neka nova vrata, mislim, odprli svoje neko novo obzorje. Nekaj, kar mogoče dlje časa niste sploh razmišljali o tem, ampak nekako se vam bo odprlo neko, ne vem, nečemu boste odprli vrata, nekaj boste spustili v vaše življenje. In s tem boste tudi v bistvu zaključili neko določeno poglavje, morda ravno to poglavje tega, ko ste toliko časa recimo to držali v sebi. Tukaj bo prišel nek zaključek, nekako jaz le vidim kot zelo tak lep teden, poln nekih sprememb. Mogoče boste še malček nekateri biki boste še malo kolebali, ne boste sigurni v svoje korake, ampak v splošnem vidim, da vas bodo dogodki peljali po taki poti, da vam bodo omogočali, da to vašo idejo ali pač karkoli tukaj imate, da nadgrajujete. Poglejmo lekcije. Imamo sodbo ponovno in imamo sedmico palic. Ja. Vaša lekcija je dobesedno, da v tem tednu naredite neko notranjo spremembo, da date ven iz sebe nekaj, kar ste dolgo časa držali v sebi. To boste nekateri biki že v prvem tednu naredili, nekateri pa boste to potem v drugem tednu do konca izvršili. Pomembno je tudi, da se ne obremenjujete z raznimi negativnimi komentarji, če bo kdorkoli imel recimo, če bo kdorkoli kakorkoli negativno komentiral ali pa vas na nek način hotel ustaviti, je zelo pomembno, da se tukaj da to ne dovolite, da stojite trdno na vaših tleh, da ste samozavestni glede te vaše odločitve in da se nekako ne podredite vplivom in mnenjem drugih ljudi. Potem v tretjem tednu imamo karto hudič. To sem več znamenj imelo v tretjem tednu karto hudič in to sem že tudi pri drugih znamenjih povedala, da izgleda, da bomo v tretjem tednu nekako se soočili z nekimi karmičnimi lekcijami. Karmične lekcije pridejo v naše življenje zato, da nam povejo,
Torej, karma je nekaj v bistvu, kadar se nam v preteklosti zgodila neka travmatična izkušnja in smo potem ta čustva potlačili znotraj sebe, jih sprejeli za neko resnico. Karmični dogodki pridejo v naše življenje zato, da te rane nekako spet odprejo in da nam ponudijo možnost, da jih tokrat pozdravimo, ne da jih samo nekam potlačimo in pač tako je in konc, ampak da se z njimi soočimo, da jih odpremo in da jih potem tudi razrešimo in s tem zaključimo ta karmični cikel. In kadar enkrat zaključimo karmični cikel, se nam potem življenje začne spreminjati v novo, lepšo, boljšo smer. In to bo tudi pri vas zelo izrazito, biki. Dajmo pogledati, kaj se bo točno dogajalo. Imamo viteza kelihov, svečenika obrnjenega in dvojko kelihov. Torej, zelo verjetno je, da ko boste naredili to neko spremembo v prvi polovici februarja, da se potem po 15. februarju pokaže neka zanimiva ponudba iz prihodnosti, v smislu nekaj nepričakovanega. Nekaj nepričakovanega vas lahko preseneti, to je lahko, recimo, če ste samski, se lahko naenkrat pojavi nek nov partner, lahko vaš trenutni partner predlaga kakšno nepričakovano spremembo, ki lahko, jaz mislim, da bo to nekaj, no, lahko je kaj dobrega, lahko je kaj manj dobrega, mislim, odvisno pač pri vsakem biku bo seveda nekako drugače. Ampak v vsakem primeru se boste zaradi te izkušnje nekako zapirali vase in premišljali o prihodnjih korakih. Nekako boste, morda vas bo ta izkušnja nekako na nek način vas bo nekako mogoče ustrašila ali pa bo predstavljala nek velik izziv, ki ga morate premagati, in tukaj se boste potem zapirali vase in iskali možne poti iz te situacije oziroma kako bi lahko to situacijo razrešili. In kot kaže dvojka kelihov, tukaj boste v bistvu pri tem uspešni, tukaj se potem zgodi neka združitev, jaz bi rekla, da s to osebo, na koncu se boste odločili, da boste sprejeli to ponudbo, in ker je karta obrnjena pravilno, si upam trditi, da bo ta ponudba oziroma to, kar bo tle prišlo, nekaj lepega za vas. Dajmo pogledati še lekcije. Imamo viteza palic in imamo devetico mečev. Ja, in te dve karte govorijo v bistvu točno to, kar sem že nekako zdaj povedala. Torej, zapirali se boste vase in premišljali o teh strahovih, dvomih, kaj pa če to ni v redu, kaj pa če ta priložnost ni dobra. Jaz mislim, da je ta priložnost v bistvu odlična za vas, ampak zaradi teh vaših negativnih prepričanj, ki jih imate iz preteklih izkušenj, boste nekako dvomili v ta korak. In kot sem prej rekla, to je karmični dogodek, to je nekaj, kar mogoče v preteklosti, če pogledate recimo 5 let nazaj, če bi se vam zgodila ta izkušnja, bi rekli ne, bi zaprli vrata pred to izkušnjo. Ampak tokrat si boste upali v bistvu narediti ta korak naprej in tej izkušnji ali pa priložnosti odpreti vrata. Torej, to je nekaj takega, kar recimo 5 let ali pa mogoče 3 leta ali pa tudi pol leta nazaj ne bi upali sprejeti, ampak tokrat boste nekako, je videti, da boste to sprejeli, čeprav boste imeli še vedno dosti dvomov, dosti strahov, da to ni v redu za vas, ampak jaz vam tle, mislim, kot kaže v kartah, je to ena res lepa priložnost, ki bi jo morali sprejeti in s tem boste se tudi potem rešili neke karme. V 4. tednu je videti, da boste zagnani, polni energije, boste delali na teh svojih ciljih, željah, gradili ta odnos oziroma pač karkoli se bo dogajalo, bo nekako v ospredju v tem tednu. Evo, imamo ponovno osmico novcev, ki kaže na neko delo, pridobivanje nekih znanj, nekih talentov, neko ustvarjanje. Imamo paža mečev obrnjenega in imamo osmico palic obrnjeno. Torej, ta priložnost, ki boste odprli vrata v 3. tednu, se bo izkazala kot nekaj zelo zanimivega. Videti je, da boste dobili veliko novega zagona in morda se boste, najverjetneje se boste prav zatopili v to, pač karkoli je, recimo, če to neka
neka poslovna pot ali pa nek odnos, pač enostavno se boste zatopili v to situacijo in skoraj pozabili na vse drugo, nekako bo to v vašem ospredju in veliko časa in energije boste posvetili temu projektu oziroma tej osebi, tej situaciji, temu dogodku. Bi pa bilo dobro, da bi tle potem dobili neko znanje proti koncu februarja, videti, da boste iskali neko novo znanje na tem področju, zato da bi še mogoče izboljšali to situacijo. Se pa potem zgodi nek tak, se bo potem zgodil nek tak hitri, nepredvidljivi dogodek, ko bo treba hitro reagirati. Zato bi jaz tle še enkrat poudarila, glede na to, da imamo tle tega paža, paži so za pridobivanje znanja, nekako so karte pridobivanja znanja, tako da definitivno, če bo prišla priložnost, da tle dobite kakšno znanje, lahko vam kakšna oseba da nek nasvet, lahko vam nekaj pokaže, lahko tudi začnete kakšno šolanje, karkoli. Če bo prišla taka opcija v vaše življenje, jo definitivno sprejmite, ker vam bo pomagala pri teh hitrih dogodkih, da se boste lažje znašli. Dajmo pogledati še lekcije. Tukaj imamo pravico in kraljico kelihov. Karta pravica je v bistvu na nek način se pojavi takrat, kadar zaključimo neko karmo. In to sem točno prej tukaj rekla. S tem, ko boste sprejeli to priložnost, ki je sicer recimo pol leta nazaj še ne bi, boste razrešili neko karmo. In to vam bo pomagalo v bistvu, da najdete neko zadovoljstvo, neko notranje veselje in v bistvu se približate tej lepi karti, ki vas bo spremljala cel mesec februar. Biki, hvala, ker ste bili z mano. Upam, da vam je bila napoved všeč. Če vam je bila, definitivno stisnite kakšen like. Če imate kakšno vprašanje ali pa če bi radi kaj napisali, spodaj v komentarjih pustite vaše sporočilo. Lahko me tudi kontaktirate na Facebooku. Spodaj v infoboxu so informacije za donacijo. Če ste za to, bom zelo vesela in hvaležna. Biki, hvala, ker ste bili v moji družbi in se vidimo potem konec februarja z novo napovedjo za marec 2021. Čau, čau!